Volivci so odločili, vodenje države naj prevzame Miro Cerar. Lahko pogajanja še preprečijo stavko? Kako uspešno je letošnja generacija opravila maturo? Dober dan. Na včerajšnjih državnozborskih volitvah je tudi v mariborski volilni enoti prepričljivo zmagala stranka Mira Cerarja. Dobila je kar 5 mandatov, 2 poslanski mesti pa sta zasedli stranki Desus in Združena levica. Na volitvah je hud poraz doživel SD, ki v Mariboru ni dobil nobenega mandata. Rezultati so še neuradni, saj je treba prešteti še glasove iz tujine. V mariborski enoti se je volitev udeležila slaba polovica volilnih upravičencev. Z gladko zmago stranke Mira Cerarja so večinoma zadovoljni. Zadovoljen, zelo. Veliko je novih obrazov zdaj v parlamentu, ne? Je on pripeljal. Kako se vam to zdi, dobro ali slabo? Ja, zadnji se, da so pridajo novi noter, ne? Zdaj pri gospodu Cerarju sem malo bolj pogrešala, bolj konkretne načrte, kaj bi spremenil iz vidika gospodarstva, iz vidika zmanjševanja tega dolga, ki ga ima Slovenija in tako dalje. Vsi smo bentli na tem, kako smo nezadovoljni z starimi, pa mislim, da je kar pravno. Maribor je tokrat dobil kar 7 poslanskih mest, kar 5 jih je pripadlo stranki Mira Cerarja. Poslanske klopi bodo zasedli novi obrazi. Sodnica mariborskega okrožnega sodišča, doktorica Jasna Murgel, dermatolog iz UKC Maribor, Srečko Blažič, upokojeni podjetnik Ivan Prelog, arhitekt Branislav Rajič in mlada pravnica Ksenija Korenjak Kramar. Vsi bomo napeli vse moči, naredili vse, torej, da čim bolj upravičimo to zaupanje, da pomagamo v slovenskem okviru, pa tudi v lokalnem, torej mislim na Maribor, da spravimo državo, ne, torej na ene boljše temelje. V parlament se je uspelo uvrstiti tudi vstajniku Francu Trčku, ki je kandidiral na listi Združene levice. A treba je poudariti, podatki so še neuradni, marsikaj lahko spremenijo glasovi iz tujine. Dosti je bilo kleptokratske naveze politike in gospodarstva. Edino pamet, izobrazba nas bo potegnila, če hočete metafore, ven iz tunela. Najhujši poraz je v Mariboru doživela SD, dobila je le 1 mandat. V Rušah je bila izvoljena direktorica občinske uprave Bojana Muršič. Iz vrst Desusa v parlamentu ostaja sedanja poslanka Marjana Kotnik Poropat. Ob njej bo po novem tudi direktor Mariborskega doma Podgorco Uroš Pikl, ki se bo moral od sedanje funkcije posloviti. V 7. volilni enoti je bil v Šmarjah pri Jelšah izvoljen še poslanec Vinko Gorenak, v Slovenskih Konjicah pa Bojan Podgrajšek, oba SDS. Potem, ko je športni center Pohorje sklenil predpogodbo za najem infrastrukture z mariborskim občinskim podjetjem Nipa in tako za las ušel v stečaju, je danes prvič z delavci skupaj sedla tudi nova direktorica Barbara Vtič-Vraničar. 4 delavcem je odpovedala pogodbe o zaposlitvi, ker niso dosegali pričakovanih rezultatov. Napoveduje pa tudi občutno zmanjšanje stroškov in spremembe načina dela. Z mešanimi občutki in redkobesedni so danes delavci prihajali z več kot 2-urnega sestanka za zaprtimi vrati. Nazadnje so morali plači za april in maj izsiliti z napovedjo stavke. Zdaj se približuje že izplačilo junijske plače. V bistvu je karte položila na mizo, tako da vemo, v kakšnem stanju je podjetje, kaj lahko pričakujemo. Zdaj, če bo njihov projekt uspel, bomo vsi srečni, če ne bojo pa oni pobrali plačilo, mi bomo pa ostali brez. Plače pa bodo? Vam je to vse zagotovila? Ne bojo plače. Glejte, sredstva se pač zbirajo za plače. Vtič-Vraničarjeva, ki je seboj pripeljala tudi 4-člansko ekipo svetovalcev, poudarja, da je v podjetju treba najprej narediti red in da bodo pregledali vse pogodbe ter ugotovili, kje so prihranki. Če bo treba, bodo še odpuščali. Vsi ljudje pravzaprav so tukaj na nek način zdaj na situ, v smislu, da želimo pač v podjetju ohraniti ljudi, ki so pripadni podjetju, ki želijo delati, ki vidijo tukaj prihodnost. V podjetju za zdaj ostaja tudi nekdanji direktor Srečko Vilar, vendar iščejo skupni dogovor, kako naprej. Ob vprašanju, ali iz omarže padajo okostnjaki, pa se je nova direktorica le nasmehnila in dodala. Ugotavljajo se pač tudi določene nepravilnosti, s temi nepravilnostmi bomo pač počistili, ja ne. Če bo treba, jih bodo predali tudi organom pregona, vendar se bodo posvetili predvsem prihajajoči zimski sezoni. To bo omogočilo preživetje podjetja, ki še vedno daje delo več kot 100 zaposlenim. Sicer pa še trajajo tudi postopki za podpis najemne pogodbe med Mariborsko občino in Družbo za upravljanje terjatev bank.
Stečajno upraviteljico mariborskega gradbinca MTB, sicer pa tudi direktorico invalidskega podjetja Bodočnost Mileno Sisinger, je zjutraj čakalo neljubo presenečenje. Nepridiprav je namreč vdrl v njeno elektronsko pošto in razposlal obvestilo, da se je v Londonu znašla v težavah, zato prejemnike pošte prosi za 2000 evrov denarne pomoči. Z zadevo se že ukvarjajo mariborski policisti, ki opozarjajo, naj ljudje ne nasedajo tovrstnim sporočilom, saj gre za zlorabo identitete. Danes je 600-700 ljudi različnih grup, različnih poklicev v različnem razmerju do mene dobilo pač te maile. Zdaj, nekateri so se odzivali takoj, nekateri so pošiljali mesiče, nekateri se še sploh niso odzvali, možno tudi, da so časi dopustili ali tako naprej. Vendar sem jaz potem takoj kreirala nov mail, ker sem želela pač vsem sporočiti, da gre za v bistvu vdor v mojo elektronsko pošto, da se to dejansko ni zgodilo. Jaz sem v Mariboru, jaz sem tu. Še vedno pa se zapleta zgodba o mariborskih kardiologih. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je tako danes povabilo predstavnike stavkovnega odbora in Fidesa, da bi skupaj poiskali rešitve za zahteve kardiologov, ki so čez en teden napovedali stavko. Na 3-urnem sestanku so sicer stališča zbližali, a ne dovolj za odpoved stavke. Na sestanek z vodstvom so kardiologi odhajali s 5 stavkovnimi zahtevami. Višje plačilo za nujne posege, brezplačno parkiranje v času nujnih posegov, toliko dopusta, kot ga pripada drugim zdravnikom, ki so izpostavljeni ionizirajočemu sevanju, ter primerna opremljenost kardiologije. Mi smo danes pregledali stavkovne zahteve. Del teh stavkovnih zahtev je takšnih, ki jih je možno takoj razrešiti. Za kardiologe najbolj sporno prenizko plačilo za nujne posege vodstvo ponuja rešitev, in sicer 20% višjo plačo. Ponudba strani vodstva je, da se doda plačilo za povečan obseg dela. To je po ZUJF-u možno. Zahteva kardiologov je sicer 100 evrov neto plačila za en nujni poseg, a so tudi tej ponudbi vodstva dokaj naklonjeni. Končna razlika, če bi šli računati, mislim, ni tako velika. Jaz ocenjujem, da smo nekje malo zbližali stališča. Zavedamo pa se, da je to vse izhod v sili za nekaj časa. Ta problem je potrebno rešiti sistemsko. Vodstvo je danes višje plačilo v primeru povečanega obsega dela ponudilo za vse, ki delajo v intervenciji, ne le za kardiologe. Enako tudi brezplačno parkiranje v času intervencij. Do konca leta pa bodo skušali kardiologijo opremiti tudi z novim aparatom za srčno-žilne preglede. Ali je vse ponujeno za kardiologe sprejemljivo, bo stavkovni odbor razmislil do srede, ko bodo ponovno sedli za skupno mizo. Takrat bo tudi že jasno, ali razlogi za stavko še obstajajo. Dijaki pa so danes izvedeli, kako so se odrezali na spomladanskem roku mature. Informativne rezultate so si lahko od 5. ure zjutraj ogledali na spletni strani Državnega izpitnega centra. Na gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše je splošno maturo opravilo vseh 14 dijakov. Splošno maturo je v spomladanskem roku upravljalo nekaj več kot 8000 dijakov 84 šol. Na gimnaziji Ruše, kjer so prejšnji teden vsi dijaki opravili tudi poklicno maturo, so upravičeno zadovoljni. Mislim, da glede na ta procent smo med prvimi v Sloveniji. Ti rezultati se vsako leto na poklicni maturi potrjujejo in informacija s tem potrjuje, da je pravno umeščena v Rušah. Koliko si se pripravljal za to prav dobro oceno? Jaz skozi vsa 4 leta tako, da je šlo lepo skozi, da ni bilo kakega popravnega izpita. Potem pa zadnje čase pred maturo je pa bilo res istega več dela, da se je bilo tudi treba čemu odreči. Medtem ko kemijski in farmacevtski tehniki najdejo zaposlitev brez hujših težav takoj po končani šoli, gimnazijce v začetku oktobra čaka študij. Opažamo, ko se z njimi pogovarjamo, da je vse manj usmeritev v družboslovne študije in vse bolj se v naravoslovno-tehnične poklice usmerjajo, kar mislim, da je edino pravilno. Dijaki, ki bodo nadaljevali šolanje, bodo o izbirnih postopkih na fakultetah obveščeni najpozneje do 25. julija. V Ljubljano na fakulteto za kemijsko inženirstvo, tako da upam, da bom dobil službo, pa čim boljše. Upam, da ne bom brezposeln, čeprav je napoved za to, da bom dobra, vseeno upam, da so te obljube, ki so jih dejali do včeraj vsi ti, ko smo jih gledali na televiziji, da bodo vsaj del tega izpolnili.
Dijaki, ki so splošno maturo opravljali prvič, je izpite uspešno opravilo dobrih 93%. Neuspešni bodo izpite lahko ponovno opravljali med 25. avgustom in 3. septembrom. In kam po končanem šolanju? Na Prevaljah so 3 dekleta zavihala rokave in ustvarila prostor priložnosti za mlade. Poimenovala so ga Kunštnica, spletarna priložnosti, kjer lahko posamezniki razvijajo svoje ideje, med seboj sodelujejo in si pomagajo pri iskanju zaposlitve ali ustvarjanju lastnega podjetja. V središču Prevalj petkova jutranja kava diši malo drugače. Ob njej se rojevajo ideje in spletajo vezi med mladimi Korošci, ki po študiju večinoma ostajajo brez zaposlitve. Mi bi pa v bistvu radi samo ponudili nek prostor, prizorišče, kjer se lahko družijo, si pomagajo, izmenjujejo mnenje in se nekako bolje znajdejo v tej situaciji. 3 dekleta so prostor ustvarila na lastne stroške. Ponujajo možnost za coworking in različne dogodke. Mladi kreativci tukaj najdejo izložbo za svoje izdelke. Manjka poguma mladim. Soočamo se z čisto začetnimi težavami pri odprtju SP-ja, z neko birokracijo, ki nam smrdi, ki je pač nismo navajeni. Lucija bi rada ustvarjala čokolado s koroškimi okusi, a nima začetnega kapitala. Brez zaposlitve je že vrsto let. Se trenutno soočam s tem, ko je ideja dobra, ko je ideja zanimiva, jo pa težko spraviti na trg. Kot mnogi mladi je v nezavidljivem položaju. Bolj slabo je, no. Tudi nisem dobil neke prave službe. S pomočjo in izkušnjami drugih gre laže. In čeprav se Kunštnica razvija počasi, za mlade z voljo prinaša predvsem žarek pozitivne energije. Še pred nekaj leti so se skozi Gornjo Radgono valile trume tovornih vozil. Po odprtju pomurske avtoceste se je promet nekoliko sprostil, a zdaj kljub bližini avtoceste je na njihovi glavni ulici spet vse več tovornih vozil. Med njimi prednjačijo domači vozniki, ki se izogibajo plačilu cestnin. Tako so še pred dobrimi 6 leti tovornjaki kalili mir v Gornji Radgoni. In potem je stekla odrešilna pomurska avtocesta. V začetku je bilo to enkratno, ko je tovorni promet iz Radgone bil ukinjen. To je bilo, kot da si se prerodil. Kaj pa zdaj? Zdaj pa je že skoraj nazaj zelo veliko tovornjakov. Tokrat so za hrumenje krivi predvsem domači prevozniki in podjetja. Predvsem med tednom je tega prometa več, ker se pač gospodarska dejavnost zahteva, da tovorna vozila pripeljejo in peljejo tudi tovor. A se kljub prepovedi na to cesto radi postavijo tudi tovornjakarji, ki se zgolj peljejo skozi mesto. Dosti tovornjakov se tudi izogiblje cestninski postaji tam, pa po vseh stranskih cestah, kje god je možno se jih tudi srečavljati. Tuje in tudi domače, čeprav slednji največkrat trdijo drugače. Tu imam kartico, ko se vozim vse po avtocesti. Edino tu, ko grem včasih Maribor pa Lenart razlagati, ali kaj te pa greš tu po stari cesti. Pa vendarle se tega po besedah policistov vsi ne držijo. Sploh, ker z izogibanjem cestnini lahko mesečno privarčujejo tudi po nekaj tisoč evrov za en tovornjak. V pregledu domačih vesti pa se med drugim spet dotaknimo Državnega zbora in novoizvoljenih predstavnikov ljudstva. Poslanci 7. sklica Državnega zbora bodo v poslanske klopi sedli predvidoma v začetku avgusta. Poleg poslanske plače bodo prejemali še mesečni pavšal za delo v volilni enoti, za mobilno telefonijo okoli 1000 evrov letno. Tistim iz oddaljenih krajev so na voljo tudi poslanska stanovanja. Plače funkcionarjev ureja zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Predsednik parlamenta se uvršča v 65. plačni razred, podpredsednika v 62., poslanci so med 55. in 62. razredom. Predsedstvo Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije je sklenilo zaostriti obliko sindikalnega boja. Kako bodo to storili, niso povedali, prav tako ne, kdaj se bo zaostrovanje začelo. Predsednik sindikata Branko Sevčnikar je ob tem pojasnil le, da z odzivom na zahteve, ki so jih prejšnji teden naslovili na odhajajočo vlado, infrastrukturno ministrstvo in Slovenski državni holding, niso zadovoljni.
Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana danes med drugim obravnava poročilo o stanju na otroški srčni kirurgiji po obisku mednarodne komisije, ki je konec preteklega tedna izvedla izredni nadzor nad programom. Člani sveta se seznanjajo tudi s poslovanjem kliničnega centra v prvih 4 mesecih, izvajanjem sanacijskih ukrepov in napredovanjem gradnje urgence. Obravnavajo tudi poročilo o urejanju področja čakalnih dob ter poročilo o številu čakajočih in čakalnih dobah, ki presegajo najdaljše dopustne dobe. Ustvarjalci projekta Živa dvorišča, iniciativa Mestni zbor ter mariborska galerista Ivana in Igor Onuk so med festivalom Lent združili ustvarjalne moči in vsebinsko osmislili opuščene izložbe v središču mesta. Na Gosposki je nastala izložbena razstava karikatur, karikaturni portreti, ki jih je ustvaril znani mariborski slikar Janez Pristavec. Janez Pristavec je bil zvesti kronist mariborskega kulturnega življenja, a ne v pisani besedi, ampak v likovni govorici. Je nekako skozi 10-letno ustvarjanje, upodabljanje someščanov in rojakov, nekako prišel do svoje ideje totalne umetnosti, kot je to imenoval on. Se ta proces umetnosti, ta bistvo, poanta vsega zgodi v komunikaciji med upodobljencami in slikarji. Ena od portretirank je tudi znana mariborska dramska igralka Alenka Cilemšek. On je to delal v gledališki kavarni, tam je večkrat posedal, mi pa tudi, ne. In enkrat sem opazila, da dosti pogleduje proti naši mizi, ne. Vas je dobro ujel za začetek? Moram reči, da ne. Jaz nisem imela tega občutka, pa tudi drugi me niso prepoznali, čeprav ene značilnosti pa so, recimo lasje bujni, sončna očala na vrhu glave, pa tukaj en takšen hribček je narisal, Bog ve zakaj. Ob bolj ali manj prepoznavnih obrazih prepoznamo tudi karikaturo legendarnega mariborskega fotografa Miša Hochšteterja in njegovega očeta. Mislim, da me je tam nekje 2-4 risal. Tako sem že pozabil na to in tudi takoj, ko je bilo razstavljeno, tega niti nisem vedel, so me opozorili prijatelji, idi pogledati. To je psihologija portret in to je ni pravila, lahko je to pramen las, lahko je, ne vem, nagib glave, lahko je, ne vem, nekaj čisto tako malega, ne samo te glavne močne poteze, ne. Vseh karikatur je okrog 2500. Na oglede in klike pa čakajo tudi na posebni spletni strani www.pristavec.info. Slovenski nogometni prvak NK Maribor bo jutri v Mostarju proti Zrinskemu, prvaku Bosne in Hercegovine, začel novo sezono evropskih tekmovanj. Na sporedu bo prva tekma drugega predkroga Lige prvakov. Vijoličasti so na pot odšli s ciljem, da si zagotovijo ugodno izhodišče za povratno tekmo. Gre za tipično bosansko ekipo, katera ima vic v igri, katera te lahko preseneti, če si malo nepazljiv. Enostavno ekipa, ki ima kvaliteto in zaradi tega smo, kar se tega tiče, zelo previdni. Ko smo že in spet pri nogometu, Nemška nogometna zveza bo za naslov svetovnega prvaka dobila 25 milijonov evrov in pol, precej bo šlo tudi v roke nogometašem. Za nastop na zaključnem turnirju bodo dobili po 300 tisoč evrov, kar je rekordna vsota v zgodovini nemške reprezentance. Precej bolj skromno, a za takratne čase nadvse uporabno so po čudežu iz Berna leta 1954 nemški reprezentanti dobili po 2500 mark, televizor, usnjen kovček in vespo. Poglejmo zdaj še druge tuje dogodke. Po ustanovnem zasedanju v začetku meseca se je v Strasburu začelo drugo plenarno zasedanje novega sklica Evropskega parlamenta. Osrednji del bo v torek, ko bo Luksemburžan Jean-Claude Juncker poslancem najprej predstavil načrt dela Evropske komisije za prihodnjih 5 let. Poslanci pa bodo z glasovanjem odločili, ali naj postane tudi novi predsednik komisije. Ladjo za turistično križarjenje Costo Concordio, ki je pred 2 letoma in pol nasedla ob italijanskem otoku Giglio, ob čemer je umrlo 32 ljudi, so davi začeli dvigati. Dviganje bo po napovedih trajalo več dni, nato pa bodo to več kot 114 tisoč ton težko ladjo odvlekli v pristanišče v Genovi, kjer jo bodo razrezali.
Zasebno podjetje Orbital Sciences je v sodelovanju z ameriško vesoljsko agencijo NASA proti mednarodni vesoljski postaji izstrelilo tovorno raketo. Brezpilotna kapsula bo na postajo prispela predvidoma v sredo in predala več kot tono zalog, večinoma hrane za astronavte. Ponesla je tudi mini satelite, vzorce za znanstvene raziskave, opremo in nova poskusna oblačila za telovadbo, ki so odporna na bakterije in menda zadržujejo telesni vonj. V vesolju bo ostala mesec dni, nato pa jo bodo napolnili smetmi in poslali v zemljino ozračje, kjer bo zgorela. Kaj je manj škodljivo, kajenje ali prekomerna telesna teža? Rezultati raziskave Ameriškega nacionalnega inštituta za boj proti rakastim obolenjem kažejo, da kadilci živijo dlje kot ljudje s prekomerno telesno težo. Kadilci s primerno oziroma zdravo telesno težo izgubijo v povprečju 9 let življenja, debeli nekadilci pa 14 let. To ne pomeni, da je kajenje zdravo, ampak da je prevelika telesna teža hujša od kajenja. Delno jasno spremenljivo oblačnostjo bo, Štajerci bomo deležni še nekaj ploh in neviht. Nekoliko topleje bo ob dopoldnevih 11 do 17, čez dan pa od 24 do 28, ob morju do 30 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, možnost popoldanskih neviht pa bo majhna. Skrajni čas za vsaj vzorec poletnega vremena, se gotovo strinjate mnogi. Sicer pa hvala za pozornost in nasvidenje.